Potovanje v Lourdes je dogodek, ki daleč presega turistično potovanje, potešitev radovednosti ali udeležbo na množičnem družabnem srečanju. Je preprosto dogodek, ki zaznamuje tako romarje, pripadnike različnih veroizpovedi, kot neverujoče obiskovalce. Zato iz Lourda prihaja bogatejši vsakdo, ki si zase vzame vsaj nekaj trenutkov tišine in sam sebi dovoli rast duhovnih kreposti in optimizma, da lahko presliši medijski populizem, ki se razdiralno zajeda v pore sodobne družbe. Le duhovno bogat človek lahko zazna lepote, s katerimi nas življenje obdaja, in je sposoben sprejemati preizkušnje, ki so nam namenjene. Letošnjega romanja so se že 15. udeležili pripadniki Slovenske vojske in policije, saj se Slovenija tudi na področju uresničevanja človekovih pravic, med katerimi je tudi pravica do izpovedovanja vere in življenja v skladu z vestjo, približuje demokratičnim državam Evrope in sveta. Prijetno dopolnilo potovanja je bil postanek v Padovi, kjer je vredno obiskati baziliko svetega Antona Padovanskega. Anton Padovanski je bil cerkveni učitelj in velja za enega najbolj priljubljenih svetnikov. In če v Padovi nekoga vprašaš, kako pride do svetnika, te bo vsak peljal do te cerkve. V starejših cerkvah, sploh tako imenovanih bazilikah, boste videli veliko oltarjev. To izhaja iz katoliške tradicije, ker v starih časih pred drugim Vatikanskim koncilom je pri istem oltarju na isti dan bila lahko samo ena maša. V kapucinskem samostanu v neposredni bližini pa je opravljal svoje pomembno poslanstvo hrvaški kapucin, znani spovednik pater Leopold Mandić. Kot dobro popotnico našemu potovanju sta v samostanski kapeli svetega Leopolda darovala svetomašo naša spremljevalca, vojaški kurat Milan Pregel in policijski kurat Janez Novak. Cilj potovanja pa je bil vsekakor Lourdes, mestece Marijinih prikazovanj, kjer je leta 1858 lepa gospa kar 18-krat obiskala skromno deklico Bernardko in ji dajala pomembna navodila za ohranitev in rast krščanske kulture v Evropi. To je bil čas lacizma, boja in nasprotovanja vsemu, kar je bilo povezano z vero in cerkvijo. Tako je Lourdes postal eno najbolj obiskanih božjepotnih središč na svetu. Evropa je po 2 svetovnih vojnah v 20. stoletju doživela katastrofalno izkušnjo morije milijonskih žrtev v vojnah in različnih totalitarizmih. Mnogokrat so si nasproti stali ljudje enakih prepričanj, iste vere, istega stanu, pa različnih narodov in različnih ideologij. Evropa je vrela od spoznanja. Nacionalizem, različne ideologije in totalitarizmi povzročajo sovraštvo, žrtve in vojne. Nujno je potrebno poiskati skupne temelje, skupne vrednote, tisto, kar bi Evropo lahko povezalo. Na političnem področju je začela nastajati tako imenovana Združena Evropa, ki videva svoje temelje v judovsko-krščanskem vrednostnem sistemu. Utrdilo se je prepričanje, da različne ljudi lahko povezujejo le splošno človeške vrednote, vrednote, ki ljudi lahko združijo, ne pa ideologije in totalitarizmi, ki slonijo na sovraštvu in izključevanju, ekskluzivizmu ter nasilju. Prav vojaki in častniki, izbrani na simboličnem kraju božjega nagovarjanja ljudi po Mariji, spreobrnjeni in ozdravljeni v red, so kot profesionalni borci poklicani ne k temu, da napadajo sovražnika, ampak da ustvarjajo vse tisto, kar bo omogočalo mir in blagostanje.
Lourdes, eno največjih romarskih središč, je za nekaj dni spremenilo zunanjo podobo. Namesto množic romarjev in bolnikov, ki se že pol drugo stoletje priporočajo v varstvo luške gospe, so mestne ulice in kraj prikazovanja preplavile organizirane skupine vojaških in policijskih predstavništev iz vsega sveta. Med 47 zastavami, ki so plapolale pred luško baziliko, smo se Slovenci najbolj veselili trobojnice s simbolom Triglava in Jadrana, ki je bila tokrat povsem enakovredna zastavam velikih držav. Pogled na 3-nadstropno gradbeno mojstrovino, kjer domujejo 3 cerkve in nenehno oblegan trg Esplanada pred njimi, prevzame tako pobožne romarje kot radovedne turiste in številne obiskovalce. Zanimivo je, da so najprej zgradili Mariji na čast malo cerkvico. Pri gradnji je sodeloval tudi Bernardkin oče. Po dograditvi hodnika leta 1904 jo imenujejo kripta. Kasneje so nad njo zgradili baziliko brezmadežnega spočetja. Impresivna zgradba v gotskem slogu je zgrajena na prvotni in zaključuje zgornji del arhitekturne mojstrovine. Nazadnje so leta 1899 zgradili še spodnjo baziliko svetega Rožnega venca, ki sprejme 1500 vernikov. V njej je opazen vpliv bizantinske arhitekture. Krožno obliko ladje s stranskimi oltarji na vrhu zaključuje kupola z markantno pozlačeno krono. Streha spodnje bazilike služi tudi kot terasa pred zgornjima cerkvama, kjer so v času našega obiska plapolale zastave držav udeleženk 3-dnevnega srečanja. Najpomembnejši del luškega svetišča je zagotovo votlina prikazovanj, kjer se je Bernardka srečevala z Marijo. Po njenem navodilu je izkopala tudi studenec zdravilne vode. Od takrat pa do danes ni studenec nikoli presahnil. Iz njega se dnevno nateče od 17.000 do 72.000 litrov vode, s katero oskrbujejo bazene za zdravilne kopeli in pipe namenjene romarjem, ki želijo vodo zaužiti in jo odnesti na domove. Tako, danes bomo tukaj gor po poti, preko tega hriba, čez do votline, zmolili križopot, ki je tukaj nekaj v knjižici. Kalvarija je vzpetina nad votlino, kjer je ob poti postavljenih 14 postaj križevega pota s pozlačenimi figurami v naravni velikosti. Obisk Kalvarije in pobožnost križevega pota prav tako spada v obred romanja in se zaključi s prižigom spominske sveče. V svetem letu usmiljenja so tudi v Lourdu postavljena sveta vrata, vabilo obiskovalcem, da se ob vstopu za trenutek zaustavijo in spomnijo pomoči potrebnih in zanje pomolijo. Veličasten pogled na celoten kompleks nudi pogled iz luškega gradu na vzpetini nad mestom. Spotoma se velja zaustaviti v mlinu, kjer je živela Bernardkina družina. Kasneje so zaradi očetove dobrote in darežljivosti obubožali in se po sili razmer preselili v opuščeno grajsko ječo.
Začetek 3-dnevnega dogajanja je bil v podzemni baziliki svetega Pija X, ki sprejme 25.000 obiskovalcev. Zgrajena je v obliki narobe obrnjene ladje, dolga 200, široka pa 80 metrov. Navdušeni obiskovalci in spremljevalci državnih predstavništev so bučno spremljali predstavitve posameznih predstavništev, ki so v paradnem slogu zakorakala v dvoransko cerkev.
Slovenci smo se seveda najbolj razveselili gardistov Slovenske vojske. Njihovo nastopanje lahko brez pomislekov ocenimo z odliko. Nič manj slovesno ni bilo naslednji dan na Mestnem trgu, ki ga obeležuje mogočen spomenik neznanemu vojaku.
Skromna in nadvse spoštljiva slovesnost s polaganjem venca in pozdravom vsakega predstavništva posebej. Prav vojaki so namreč žrtve sleherne vojne, ne glede na katerem bojišču in na kateri strani krvavijo. To je birovniško srečanje vojaških in policijskih udeležencev s predstavniki najvišjih državnih in cerkvenih oblasti. Tu se izkazuje spoštovanje in enakovrednost držav udeleženk, ne glede na njihov vojaški ali ekonomski položaj. Tudi tokrat so nam bili sveta v zgled naši vojaki gardisti, policisti in veterani vojne za Slovenijo. Že v jutranjih urah pred sobotno mašno daritvijo smo občudovali mozaike, ki so žareli v jutranjem soncu. Izdelal jih je slovenski umetnik svetovnega slovesa, mojster mozaikov s sakralno vsebino, jezuit pater Marko Ivan Rupnik, doma iz Zadloga pri Črnem vrhu nad Idrijo. Sveto mašo smo obhajali v kripti, mali sredinski cerkvici, kjer se je pričelo ruško čaščenje nebeške matere in je danes povezovalni element med zgornjo in spodnjo cerkvijo. Milost našega Gospoda Isusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Danes smo se zbrali pri sveti daritvi tu v kripti, tisti prvi cerkvici, ki so jo zgradili še v času Bernardkinega življenja, na mestu, kjer je Marija po naročilu Bernardki prosila oziroma priporočila, da ljudje hodijo moliti in prositi. Kasneje so morali to cerkev, to kripto podpreti s stebri, ker so nad njo zgradili še eno cerkev. Podobno je tudi v našem življenju, da moramo velikokrat kakšno svojo odločitev ponovno podpreti, na novo ovrednotiti. Tudi naše življenjske usmeritve so potrebne takšnega premisleka in takšne podpore. Moja molitev naj se dviga kakor kadilo. Morda samo še zanimivost. 19. maja leta 1866 je bila ta kripta posvečena. Pred parim dnevi, lahko rekli, je bila ta kripta rojstni dan. In mi smo danes, pa dni potem, zbrani tukaj, prav nad mestom, daleč nad mestom, kjer je modlina, kjer se je Marija Bernardka prikazala
jo prosila, če bi lahko 15 dni hodila, da k njej tukaj kotlini in da ji bo pač potem tudi povedala posamezne skrivnosti in pa tudi tisto temeljno sporočilo. Obiskali smo tudi 1000-metrsko goro Granger, ki se dviguje nad mestom in nudi čudovite poglede na vse strani. Na zahodu je slikovita dolina, po kateri teče reka Gava, nekoliko zavije proti severu, da zaobjame del mesta in kraj Marijinega prikazovanja, ter nadaljuje svojo večno pot proti severozahodu. Na jugu je mogočna gorska veriga Pirenejev prekrita snegom in obsijana s toplim pomladnim soncem, severno pod nami pa čudovit pogled na Lurški grad in mesto pod njim. V teh 2 dneh, kar sem tukaj, sem zelo, zelo ponosna in povem še enkrat, že zelo dolgo nisem bila tako ponosna, da sem Slovenka, kot sem tukaj v Lurdu. Prvič smo kot cela družina v Lurdu in sem zelo vesela, da smo lahko vsi prišli. Vesela sem tudi, da lahko vsi 3 otroci doživijo ta državljanski čut, doživijo to, da smo iz Slovenije, da hodimo za slovensko zastavo, ta ponos, ki ga v domači domovini premalo doživimo, tukaj pa smo ga. In Lurd je tudi kraj molitve in tudi zato sem hvaležna Bogu, da nam je to dano, da smo lahko tudi v molitvi povezani z Marijo, z Gospodom. Najbolj od vsega me je presunilo to, da predstavlja Slovenijo na taki veliki prireditvi. Da si nekaj prinesel svojega v ta kraj. Tako da na včerajšnji dnevi, ko smo bili na začetku te slovesnosti, je en poseben občutek. Taka peščica ljudi, ki smo prišli sem, da predstavljajo Slovenijo med vsemi temi državami. Res veličasten občutek, ne? In lep kraj je ta Lurd, lep kraj, dosti miru, dosti spoštovanja, vsi te spoštujejo, vsi te pozdravljajo, vsi pozdravljajo tvojo zastavo, ko hodimo kot enota. Tako da mene je čudovito tle. Kot prispevek k temu, pri bogoslužju sem začenjala z slovenskimi pesmimi, s cerkvenimi, jih tudi zbirala in se trudila, da so bile nekako smiselno izbrane. Mož pa je bil kot policist predstavnik države tukaj. No, vtisov bomo verjetno vsi prinesli iz Lurda veliko. Vojaki mogoče še nekoliko posebne, zaradi tega, ker to srečanje v Lurdu pomeni tudi srečanje pripadnikov različnih vojska. Pogosto smo na misijah skupaj v dobrem in slabem. Tukaj v Lurdu se srečujemo v dobrem in ta srečanja gotovo vsakmu posebej veliko pomenijo. Za nas Slovence pa kot majhen narod lahko rečem, da zastopamo tukaj v Lurdu sebe, se pravi kot vojsko in kot Slovence zelo dobro, tudi zato, ker smo tukaj skupaj tako slovenski vojaki kot slovenski veterani in kot tudi naši prijatelji, družinski člani, ki vsi skupaj s ponosom ob zastavi, za zastavo praznujemo te dni na srečanju vojakov v Lurdu. Jaz bi rekel, da vsi skupaj čutimo s ponosom, da prispevamo k delu za mir. Vojak je najprej človek in človek je, bom rekel, človek vojak
je usmerjen v današnjem svetu gotovo k temu, da dela za mir. In temu je tudi to srečanje v Lourdu namenjeno. Mi je na tem romanju izredno všeč in uživam v tej družbi in tudi vesela sem, da je med nami toliko mladih, da ste nekako tako zagreti za to domovinsko, bi rekla, pripadnost. Uživam pa tudi, ker je izredno lepa narava. Recimo v roki imam rastlino, ki jo vsi poznate, ne poznate pa vse njene učinkovine. Danes sem prvič tukaj v Lourdu in vtis je fenomenalen. Dežela je prekrasna, z veterani se imamo super. Hočemo še enkrat, da gremo nekam skupaj takole. Mi prihajamo iz Srbije, kot veste. Srbije tudi posebej v Vojvodini je veliko različnih nacij in veliko različnih, lahko rečemo, imamo in protestante, in katoličane, in pravoslavne, tako da skupaj sodelujemo. In zdaj na tistem področju, kjer smo v Franciji, pač v Lourdu, se počutimo domače in kot da smo doma, čeprav so različne nacije, ampak nam je vse to domače. Nepozaben dogodek je tudi procesija z Marijinim kipom in lučkami, ki se vije od cerkve Svete Bernardke na desnem bregu reke do mostu na južnem delu romarskega kompleksa in se zaključi na osrednjem trgu Esplanada. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Dogajanje traja celi 2 uri. Romarji v zbranosti sledijo Marijinemu kipu v soju neštetih prižganih sveč in prepevajo luško himno. Neposredno za kipom prihajajo švicarski gardisti. Za njimi so bila tokrat vsa vojaška predstavništva sodelujočih držav, ki so tesno zapolnila stopnišča do ploščadi v sredini luških cerkva. Slovenskim gardistom so namenili prostor na spodnjem delu levega stopnišča.
Zbudili smo se v deževno nedeljsko jutro. Čeprav je deževalo, so bile ulice polne obiskovalcev in častni vodji so nemoteno opravljali svoje poslanstvo. Zaključna sveta maša je bila v podzemni baziliki, kjer se je zbralo dobrih 16.000 ljudi, da bi spremljali slovesno bogoslužje polepšano in nadgrajeno z vojaškimi častmi udeležencev ter najvišjih cerkvenih dostojanstvenikov v vojaških in policijskih vrstah. Ob zaključku je tudi tokrat iz tisočerih grl zadonela luška himna in slovesno naznanila konec srečanja.
Domov smo odhajali prepolni doživeti in zadovoljni, da pripadamo malemu, vendar pokončnemu narodu sredi Evrope, ki se po svojih sposobnostih lahko meri z velikimi sosedi. Sonce hodi, prebili sveta bo pregnan. Ob povratku smo se zaustavili še ob Gardskem jezeru, v mestu, kjer so že stari Rimljani izkoriščali termalno vodo. Toda to je že druga zgodba.